Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z vami sem Luka in naš novi športni novinar in voditelj Antun. Lepo pozdravljen ponovno, ampak mi se pa selimo na teren. Kajti naš Rok že čaka na terenu v edini ljubljanski destilarni džina in viskija Zlomljene kosti ali Broken Bones, ko se imenujejo. Kljub malce zloveščem imenu pa so destilatorji že drugo leto zapored osvojili prvo mesto med evropskimi džini. No, še ena stvar, ker smo Slovenijo postavili na karto evropsko. To, karkoli je dobro za promocijo Slovenija, mi to obožujemo. In zato lepo pozdravljam Roka in njegove destilatorske goste. Rok, pozdravljeni vsi. Ja, lep pozdrav Luka in lep pozdrav torej iz destilarne Broken Bones, tukaj ob meni pa Boštjan Marušič z destilarne. Boštjan, prav lepo pozdravljen, dobro jutro. Torej, najprej prvo vprašanje, ki verjetno najbolj tudi pade takoj v oči, v ušesa, Broken Bones, zlomljene kosti. Od kje to ime? Ja, dober dan. Tole ime prihaja iz nekako nesrečnih okoliščin, malo bolečih. S kolegom Borutom sva začela delati viski v naši kleti, 8 let nazaj, in potem enkrat med samo destilacijo, med polnjenjem sodov, mokra tla, seveda vedno, koliko takega delaš, mi je zdrsnil, sem padel, si zlomil nogo. Pa to ni bilo še vse, 10 dni za mano si je pa Borut polomil nos. In potem od parih prijateljev sva dobila, da kot polomljenca bi bilo prav ime Broken Bones. No, potem pa res tukaj pri vas velja nekako pregovor preko trnja do zvezd. Osvojili ste namreč že drugo leto zapored nagrado za najboljši evropski džin. To je res neko tako priznanje. Kaj vam pomeni osebno in seveda tudi nasploh za destilarno? Ja, vsekakor smo zelo navdušeni nad temi nagradami. So eno lepo priznanje temu, da naš trud ni zaman oziroma da je opažen. Seveda pa glavno nam je, da pivci, ko poskušajo, ko pijejo naše džine in viskije, da so jim všeč. In tudi to je ponovadi res. Priznanje. Vsakodnevno. Torej, omenili ste 8 let nazaj ste začeli ste z viskijem. Bi mogoče na kratko opisali, kako je sploh potekala zgodba destilarne Broken Bones? Oba z Borutom sva velika ljubitelja viskija. On se je prej ukvarjal že zelo veliko z destilacijo, destiliral razna žganja, tudi absint med drugim, tudi njegov oče je že destiliral, tako da imajo kar družinsko tradicijo. Jaz sem pa nekako skozi vinogradništvo, ki sem ga se učil oziroma v njega padel preko svoje punce, sedanje žene, Polone, začel potem tudi v kleti eksperimentirati s peninami, kasneje s pivom, šel na neko šolanje za pivo in seveda za viski je potrebna najprej izdelava praktično piva iz ječmenovega slada in to se potem destilira, tako da sva potem združila ta najina znanja in se lotila nekako eksperimentirati, raziskovati seveda še bolj podrobno, kako se viski ne samo uživa, ampak kako se ga dela. Sva naredila načrt za kotu po vzoru škotskih destilarn, katerih viski so nama najbolj všeč, ga tudi sama sestavila, zlotala pravzaprav iz nič, se naučila tudi nekak teh postopkov in potem začela z destilacijo, iskala prave kombinacije okusov in kako pripeljati ta viski od v bistvu piva preko destilacije, preko staranja v sodih, dobila neko kombinacijo slovenskih novih sodov in pa rabljenih bourbon sodov, kar je tipično za recimo škotski viski, ki je nama najbolj blizu oziroma nekako vzor. Seveda smo pa želeli neko slovensko noto pri tem poudariti. In po 5 letih razvoja sva končno bila nekako prepričana, da imava nekaj, kar je vredno pustiti, da se stara. Za viski pa je zahteva, da se stara najmanj 3 leta v lesenih sodih in po teh 5 letih in še 3 letih zorjenja smo lani končno dali ven prve serije tega našega viskija. Izredno. Nisem sploh vedel, da nekako je pivo osnova za viski. Slovenci nasploh radi kuhamo, destiliramo svoje žganje, svoje različice različnih sort vsega žganja. No, viski, kakor sem slišal, je precej zahteven. Je morda tudi to razlog, da se ga veliko Slovencev ne loti doma?
V Sloveniji imamo zelo veliko sadja, zato kmetje običajno se lotijo destilacije nečesa, kar jim je viška, kar je pri nas torej sadje, in imamo sadjevce. Sadjevci so zelo lepo pitni, že mladi, sveži, medtem ko neko žitno žganje, žita pa so bolj uspevajo v severnejših krajih, tam pa imajo presežek žit in zato so se lotili delati viski, džin, te zadeve, ki pa zahtevajo ali staranje ali na nek način obdelavo tega destilata. Tako da v Sloveniji ni najbolj običajno, da se iz žit žganja delajo, zato ni bilo neke potrebe po staranju. To tudi očitno ni neke tradicije, da bi se destilati negovali v sodih, kar sicer je mogoče še ena priložnost tudi za razna sadna žganja, da jih res nadgradijo v nekaj izjemnega. Letos, kot ste omenili, ste torej preizkusili prvi viski. Kakšen občutek je, kako ste zadovoljni z izdelkom in kako dolgo ste vsega pobrali ven ali mislite kakšnega še starati dlje časa? Za začetek smo v bistvu dali v prodajo po 50 steklenic, imamo dva nekako različna stila viskija, en je tak recimo bolj saden, prijetnejši, drug pa je narejen iz ječmenovega slada, ki je bil dimljen z šoto, kar ga naredi nekoliko težjega, ampak resni ljubitelji viskija vsi prej ali slej pridejo na okus tega dima šote, tako da ta je recimo za mogoče tiste, ki so že malo več viskijev poskusili, bolj izkušene pivce, ki zahtevajo nekaj težjega po karakterju, prvi pa za recimo tiste, ki v viskiju uživajo kot opijači. Tako da zadovoljni smo z obema, tudi pohvale smo že dobili za oba, kar pozitivne. Tudi oba dva sta na edinem tekmovanju, ko smo jo prijavili, sta dobila kar lepe nagrade, 90 točk od 100, tako da se ne pritožujemo tudi okoli viskija. Čestitke tudi za to, pa povejte sedaj iskreno, pa je bilo težko to čakanje. Verjamem, da ko daš svojo dušo, v svoj trud notri, potem pa moraš čakati 5-8 let, je verjetno kar težko, ne? Je težko, ampak ravno to je tudi lepota viskija, da v bistvu ni nekaj instantnega, da je nekaj, kar moraš v bistvu pustiti mu čas, si vzeti čas, premisliti zadeve, počakati. Izredno. Dejva se morda spet vrniti nazaj na džin, po katerem verjetno najbolj slovite. Za začetek eno čisto klasično vprašanje, kaj je sploh razlika med džinom in brinjevcem, ki ga nekako Slovenci imamo kar že v kulturi in tradiciji? Slovenci imamo eno izjemno posebnost, to je brinjevec, ki ga drugje na svetu praktično ne zasledimo. Mogoče smo edini dovolj nori, da te brinove jagode, ki jih je izredno težko nabirati, uporabimo tako, da naredimo prav osnovo za alkohol, torej kot neko vino iz brinja, in to vino potem se destilira in to je brinjevec, kar pomeni, da se porabi 10-15 kg brinja za 1 liter žganja. Ta brinjevec je izredno močne, polne brinjeve arome, zato je zelo cenjen kot neke vrste zdravilo, kar sicer tako tradicionalno je izvor pravzaprav destilacije. V zgodovini so z destilacijo začeli bolj ali manj za medicinske namene ali pa kemične namene, tudi šele kasneje so ugotovili, da to, kar zdestilirajo, je tudi zanimivo za pitje. Tako da brinjevec je ena taka res posebna zadeva, koncentrirana aroma brinja, ki ima znane pozitivne lastnosti tudi za prebavo recimo. Medtem ko džin je zadeva, ki prihaja iz Anglije oziroma prvotno iz nekako Nizozemske, Belgije, teh koncev, kjer pa se brinje uporablja samo kot začimba pravzaprav, skupaj z drugimi zelišči. Proces za izdelavo džina pa je, da se za osnovo vzame nevtralno žganje, nekaj takega kot je za vodko, torej da samo po sebi nima arome. V to se potem namočijo zelišča, kjer mora prevladovati brinje, se to nekaj časa macerira in potem še enkrat destilira, da se to nevtralno žganje navzame arome zelišč in postane
bistveno bolj lahek, piten destilat, kot pa je recimo brinjevc. Zato džin najbolj pogosta pijača za mešanje koktelov, ker se lepo poda k različnim drugim okusom, ni prevladujoč premočen, medtem ko brinjevc se tipično pije sam. Katero osnovo pa vi v vaši destilarni date za džin? Mi uporabljamo alkohol, ki je narejen iz melase sladkorne pese, ker je pač to v naših krajih nekako surovina, ki je na voljo. Bolj tradicionalno, spet na severu, je bilo to iz žit, ječmena, pšenice narejen destilat, ki pa, tako kot sem rekel že pri viskiju, ni bil najbolj piten sam po sebi, zato so iskali načine, kako ga izboljšati, in en izmed načinov je bil, da so dodajali zelišča. Brinje je seveda bilo tudi pozitivno, ker je imelo to pozitivne medicinske učinke, spet so v bistvu začeli kot neko zdravilo ga delati in kasneje šele je to prešlo v alkoholno pijačo za pitje. Ja, ki jo imamo radi in ki smo jo vajeni. Omenili ste poleg brinovih jagod še druga zelišča, druge sestavine. Kaj vse najdemo v džinu? So zelišča, ki jih mi uporabljamo. Torej, brinove jagode, koriander, to sta nekako glavni zelišči, ki sta običajni v praktično vseh džinih. Potem so znotraj še nekatere korenine, Angelika perunica. Mi pa uporabljamo še kardamom, črni in zeleni, sladki koren, zelo veliko limone, posušene limonine lupine in pa svežo limonino lupino tik pred destilacijo naribamo v sam kotu. Mal bolj slovenske posebnosti oziroma nekaj, kar ni toliko običajnega v džinih, sta pa šipek, ki raste pri nas skupaj z brinjem na istih področjih, je zopet malo te kisle limonske note, ki je nam zelo všeč, tudi malo sladek, pa lipovi cvetovi. Spet, se pravim, nekaj malo slovenskega in ta lipa zelo lepo zaokroži vse ostale okuse. Se pravi, nekako pijači, alkoholni pijači, ki prihajajo originalno s tujine, dodate nekaj slovenskega, pristnega, tako da imamo res nekako občutek, da je to slovenski džin. Tako je, želimo si delati žganja, ki so seveda tradicionalno iz drugih področji, ampak z nekim slovenskim pridihom oziroma slovensko noto, da ni to samo neka kopija nekoga, ampak da je to res naše žganje. Boštjan, najlepša hvala za enkrat za vsa ta pojasnila, kar nekaj smo se že naučili o džinu, prav kmalu se z destilarne Broken Bones spet vrnemo, tako da ne hodite daleč. Sedaj pa nekaj minut za naše oglaševalce. Lep pozdrav spet nazaj z destilarne Broken Bones, tukaj ob meni pa že Polona Preskar, prav tako tukaj dela v destilarni, tako da Polona, lepo pozdravljena. Prej smo govorili o različnih zeliščih, zdaj me pa zanima, kje jih sploh dobite ta zelišča, sestavine, odkot pridejo? Na začetku smo imeli idejo, da bomo zelišča dobili v Sloveniji, vse tako, ki so lokalna, od brina, šipka, lipovih cvetov. Vendar smo zelo hitro ugotovili, da bomo se morali obrniti, tako kot ostali proizvajalci, na malo večje dobavitelje. Se pravi, vsa ta zelišča se kupuje od različnih nabiralcev iz Makedonije, Bolgarije in tako naprej. Vendar, glede na to, da želimo imeti neko slovensko noto v vsakem našem proizvodu, v bistvu družinsko hodimo na Primorsko nabirati brin in v vsak kotel, vsako destilacijo damo vsaj eno pest slovenskih brinovih jagod, ki jih sami naberemo. Ravno tako v bistvu šipek in lipovi cvetovi so tudi slovenski, tako da sami nabiramo, malo pa kupimo. Se pravi, vsaka steklenica pa ima nekaj slovenskega. Koliko pa sploh je potrebno brinovih jagod za eno steklenico džina? Za steklenico džina, recimo v primerjavi, če gledamo za liter brinovca, tam nekje 10-15 kil, je tukaj zelo malo. Tukaj se kakšnih 10-15 kil da na cel kotu destilata, potem pride tam nekje 150 litrov destilata ven. Se pravi, kar precej manj brinovih jagod. Zdaj, vaša zgodba se je nekako začela že precej zgodaj, ste začeli tudi izvažati
V katerih državah danes lahko dobimo vaš džin? Najbolj smo bili ponosni, no, da je bil prvi izvoz v Anglijo kot neko zibelko, čeprav ne prvo državo, ki je začela z džinom, ampak zdaj vseeno velja za zibelko džina. Tako da to je bilo že leta 2018, takoj ko smo začeli. Potem se je pa to nekako organsko začelo razvijati. Naš džin imamo zdaj v Nemčiji, Italiji, Franciji, Luksemburgu, Danski, Norveški, na Japonskem, Tajvanu, Ameriki, Španiji, tako da zadeve za 4 leta, še manj, oziroma ne, sem se zmotila, 3 leta je bilo maja, kar smo prvič predstavili svoj džin, so se kar hitro odvile. Ja, to je res neverjetna rast. Koliko pa sploh izdelate džina v zadnjem času? Glede na to, da se ukvarjamo s tem 3 leta, vsako leto povečujemo proizvodnjo. Lani smo naredili približno 11-12 tisoč steklenic džina. Je bilo pa zelo posebno leto, zaradi korone, tako da smo prepričani, da bi bili lahko še bolj uspešni, če bi bila situacija tako v Sloveniji kot tudi v tujini normalna. Ja, no tudi to so vseeno precej zavidljive številke, glede na to, da ste res v bistvu imate kratko zgodbo, pa že tako uspešno. Koliko različnih džinov pa sploh izdeluje? Tukaj vidiva kar nekaj različnih steklenic. V našem klasičnem naboru, da tako rečem, imamo tehle 5 džinov. Ena povprečna destilarna običajno ponudi 4 vrste džina. To je klasika, džin, ki je za kakršenkoli koktajl zelo tak verzibilen, in to je tale naš London Dry, s katerim smo tudi začeli. Ker Boštjanu pa Borutu ta kljub svoji intenzivnosti res ni najbolj nežen, da bom tako rekla, ni bil dovolj intenziven, aromatičen, smo potem naslednjega naredili Navy Strength gin. Pri džinih je tako, samo določeno količino zelišč lahko daš v džin pri določeni stopnji alkohola, potem pa rata tekočina motna. Zdaj, da se temu izognemo, smo morali pač povečati stopnjo alkohola v džinu in s tem smo lahko dodali nekateri enaka zelišča, ki jih uporabljamo skozi, ampak nekaterih zelišč celo enkrat več, kot je v London Dryju. Tako da ta je še bolj intenziven, bolj aromatičen. No in potem smo prišli v bistvu do situacije, kjer se pač destilarna imenuje Broken Bones. Imeli smo London Dry gin, Navy Strength gin in potem so ljudje bili malo zmedeni, bom rekla, skod smo, niso nas povedali z Ljubljano, tako da naslednji gin, ki je prišel, je Ljubljana Dragon gin z majčkom iz Zmajskega mostu gor, in ker je zmajček ognjevit, smo mu dodali ingver, da je mečkan poživi zadeva, ta je naša posebnost. Potem smo se pa vrnili spet na 2 klasična džina, ki sta spet v repertoarju tudi večine destilarn, in sicer Old Tom. V zgodovini je bila poraba džina ogromna, v določenem trenutku imenoval se je tudi Mother's Ruin, ker so očitno gospe ga rade cukanle, in ker so ga toliko potrebovali, so ga rečali in je postal zelo, zelo čudnega okusa. Tako da so potem dodajali sladkor, da so malo zboljšali, da ga je bilo lažje piti. No, mi, ko smo poskusili narediti Old Tom, smo zelo hitro ugotovili, da sladkor nam ne ustreza, ker ni nekako samo sladko, pa nič drugega, na kar smo zaradi tega, ker je med osnovnimi zelišči, ki jih uporabljamo za izdelavo džina, so tudi lipovi cvetovi, smo se odločili, da ga sladkamo z lipovim medom. In s tem smo naredili eno tako zanimivo kombinacijo arome okusa, ki je se izkazala, da je zmagovalna, ker je tole, kar gledamo zdaj, najboljši svetovni Old Tom gin na tekmovanju The World Gin Awards. Ravno tako je pa zdaj tudi aprila, to je vse za letos, aprila je pa postal najboljši evropski gin med vsemi džini, kar je pa še na tekmovanju The Gin
Guide Awards. Je pa zelo ponosni smo pa tudi na to, ne, da je tale postal najboljši evropski džin. Lani je bil pa London Dry na tem istem tekmovanju najboljši evropski džin. Pa nismo edini, ki tekmujemo tam, no, če smem to reči. Verjamem, morda kar samo takole, da pokaževa še bližje kameri, to je torej najboljši evropski džin in najboljši svetovni Old Tom džin, se pravi ta sorta džina, ki so ga včasih rečili in potem dodajali sladkor, vi pa ste se odločili za lipo med. In med je tudi ena taka slovenska zadeva, tako da je še vedno neka navezanost na Slovenijo. No, potem pride v bistvu še ta zadnji iz tega našega klasičnega repertoarja, je pa slow gin. To je pa en način, tako kot Slovenci vzamejo sadjevc, dodajo borovničke, pa sladkor, Angleži imajo pa džin in trnulje, take dive slive, mečkane, mislim praktično noč mesa, sama peška. Mi to namakamo 6 mesecev, dodamo malo sladkorja, to, ker je zelo kislo sicer, in se odpre ena taka intenzivna aroma zrelih sliv, marcipana in je čudovit za pit sam. Ker imamo pa blazno enih idej, kaj bi delali in Boštjan, Borut, jaz smo skozi nekaj preigravamo, kere stvari bi še naredili. Smo pa naredili tudi eno serijo, ki jo mi imenujemo Limited Edition in tja noter pridejo pa v bistvu te poskusne serije. Se pravi, zmislimo se nekaj, damo noter, kolikor steklenic imamo, toliko steklenic bo na voljo, razen če je velik hit, tako kot je bil tudi recimo slov. Mu potem naredimo svojo etiketo in gre v redno prodajo. Slov recimo je bil en tak džin, ker nismo verjeli, da bo v Sloveniji našel svoj krog ljubiteljev, ampak ga je zelo dobro našel. Potem pa mogoče še ena pijača, ki je pa mogoče malo problematična, kar se tiče tega, kako ćemo sploh poimenovati jo. In sicer glede na to, da so neki trendi k nižjemu alkoholu v teh žganih pijačah, smo se tudi mi odločili, da gremo pod 15% alkohola, ki je ta meja za žgane pijače, in smo naredili Cloud 14,5, se pravi Cloud kot neki lahkotnejšega oblačkazga. In to je pa pijača, ki se mora imenovati nekaj drugega kot džin, in sicer je alkoholna pijača na osnovi džina. No. Se pravi, okus ima še vedno nekako po džinu in tudi začimbe so podobne. V bistvu se najprej naredi zelo intenziven džin, se ga razreči, doda še druga zelišča. Tukaj noter je slovenski lipov med za sladkanje, ima hibiskusa za barvo, tako da, ja. Taka zanimiva poletna pijača, ki bo kmalu na voljo, še ni. No res kar precej izbire. Tole pa, čeprav vidim še viskija, dva različna, se pravi, ki jih tudi ponujate tukaj v destilarni Broken Bones. Ja, to je pa v bistvu to, kar je že Boštjan povedal, ne. Imamo naš klasičen viski, v katerem je 20% dimljenega sladu, pa 80% nedimljenega, en tak zelo lep, zaokrožen, cvetličen, pa še zmeri zelo mlad viski, in pa potem dimljena verzija, ne, to je pa res vse, kar imamo, več pa ni. No, tudi to je sploh za tako zgodovino kratko res izredno pestra in zanimiva, raznolika ponudba in seveda večkrat nagrajena. Poleg tega, da tukaj destilirate žgane pijače, pa imate tudi trgovinico in degustacije. Morda še nekaj več o tem in kako sploh priti na ogled in na pokušino sem. V bistvu mi smo začeli prodajati naše džine na tržnici, na ljubljanski tržnici. In vedno večkrat so se pojavljala vprašanja, kje pa ste, kje imate kakšno trgovino, lahko pridemo kaj pogledati. Tako da smo zelo hitro ugotovili, da rabimo en prostor, v katerega lahko ljudi tudi povabimo. Ta del je zdaj kombiniran za proizvodnjo, za trgovino in za degustacije. Smo se pa načrtno odločili, da v bistvu nimamo odprtega bara, da bi kar prišel pa naročil en koktel pa šel, ampak v bistvu, če pridete k nam, potem se morate pripraviti na to, da vam nekaj povemo, seveda odvisno od interesa, ni treba, da govorimo skozi, ampak želimo predstaviti, kdo smo, kaj delamo, katere pijače ponujemo, malo zgodovine džina in tako naprej. Predvsem pa želimo ponuditi ljudem džine na način, ki je nam všeč, ne, se pravi,
Mi trije, Boštjan, Borut pa jaz, vsako pijačo, ne samo džine, tudi viskije, naredimo tako, da se vsi trije usedemo, poskušamo, toliko časa dodajamo, odzemamo stvari, dokler vsi trije ne rečemo, če bi karkoli dodali ali pa odzeli, ne bi bilo boljše. In na isti način delamo tudi koktejle, se pravi, testiramo različne razmerja, različne sestavine in želimo, da ljudje, ki kupijo našo steklenico, tudi en delček tega našega uživanja, doživetja in v bistvu, kako mi radi pijemo džine, odnesejo s sabo. Zato nam je zelo pomembno, da pridejo sem, se usedejo, uživajo in se pustijo voditi v bistvu skozi našo pot, našo zgodbo v bistvu o naših džinih. Se pravi, da tudi obiskovalci nekako vedo, kaj pijejo in kako je dobro piti. No, zdaj se mi je ravno odprlo vprašanje, omenila si koktejle, kako sploh piti džin, s čim ga mešamo, se lahko džin pije tudi samo čisto. Kaj so najbolj priljubljene kombinacije? Zdaj, džin je najpogostejša sestavina koktejlov. Mislim, v 70% koktejlov pravijo, da je džin. Zdaj, pred leti, dolga leta nazaj, pa ne toliko dolga, 10-15 let nazaj, džini mogoče niso bili niti tako okusni, da bi jih sami pili. Z tem razvojem sodobnih džinov, contemporary džinov, kakor jim pravijo, se je pa odprla ena nova dimenzija odličnih pijač, žganih, ki jih lahko z navdušenjem pijemo same. In vsi naši džini so narejeni tako, da lahko pijete tudi samega. Se pravi, ni nobenega dodatka treba dati zraven. Predvsem imamo zelo veliko ljubiteljev našega Navija, pa tudi slova, ki zaprisegajo k temu, da ga je škoda zmešati, da to je nekaj tako čudovitega, da se v bistvu pije samo. Zdaj, jaz prej sem rekla, da želimo našim obiskovalcem pokazati, kako jih mi pijemo. Jaz mislim, da v bistvu ni prav ali pa narobe, kako se uživa pijače, važno, da ti je všeč. Tako da zdaj neka pravila, mi imamo, kaj je nam najbolj všeč, recimo pri gin toniku vedno vzamemo razmerje 1:3, en del džina, 3 dele tonika, vedno ga ponudimo v kozarcu, ki je vzgori zaprt, se pravi take tulipanaste oblike. Tudi recimo Rogaška Kristal nam je naredila posebno linijo kozarcev, ker so nam bili zelo všeč in smo rekli, ok, hočemo iz Rogaške imeti poseben kozarec za nas. Ampak to je to, kar je nam všeč. In zelo radi vidimo, da ljudje probajo na tak način, potem pa lahko delajo, kar želijo. Se pravi, takoj, ko smo dali recimo slov na tržišče, je prišla ena gospa čez en teden nazaj po novo steklenico, sem rekla, no to ste pa zelo hitro popili, ne? Prav, ja, gin tonik, sem rekla, ok. Za mene ne, ampak očitno ni pravila, no, mislim. No, saj tako pokažete nekako, kaj vam paše, ampak ljudje in tudi žirije po svetu so dokazali, da tudi njim paše ta džin in da je res kvaliteten. Polona, najlepša hvala, da si nas popeljala malo skozi džin, skozi kakšne sorte imate. Jaz vam želim še veliko nagrad v prihodnje in še veliko uspešnih in kvalitetnih steklenic. Najlepša hvala. Takole, tole je bila torej destilarna Broken Bones. Upam, da ste se kaj naučili o džinu in tudi o viskiju. Če imate čas, se lahko naročite, pridite na kakšno degustacijo in preizkusite, kakšen je najboljši džin na svetu. Takole, toliko za enkrat tukaj s Tržaške ceste, sedaj pa oglasi. Se gledamo kasneje.